Zakon o javnih financah določa, da mora župan občinski svet določiti izvrševanje proračuna v prvem polletju tekočega leta. V skladu z določbo ZRF dodajamo naslednje obrazložitve, in sicer prvič vključitev novih obveznosti v proračun. V obdobju 1.6 ni bilo potreba po vključitvi tovrstnih obveznosti. Drugič, prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2022 je znašal 3.408.000 evrov. Do tega bi presežek krevne skupnosti 297.000 in pa proračunski presežek 3.110.000 evrov. Ta proračunski presežek se je letos uporabil oziroma koristil za od namenskih presežek v višini 914.000 evrov in pa od odhodke poplavno proračuna za 2024 v višini 2.196.000 evrov. Občina poravnava vse neporavnane zapade obveznosti na dan 31.12.2022 sicer po zapadlosti računov in situacij. Razporejanje proračunskih sredstev, vse prerazporeditve so v predlogi tega poročila. Sprememba neposrednih uporabnikov med letom, se pravi v prvem obdobju tega leta ni prišlo do sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov. Uporaba sredstev proračunske rezerve na dan 1.1.23 je bilo stanje sredstev na računu rezerve, ki je namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč 137.000 evrov. Do 30.6.23 se na od računa natekle obresti na pogled v višini 576.000 evrov, tako da stanje rezerve po leti znašalo 138.000 evrov in tudi v prvem poletju ni bilo izplačil. Izdana in vnovčena poroštva. Občina v prvem poletju ni izdajala nobenih vnovčenih poroštv. Še nekaj nesplošno o splošnem delu proračuna. Razdeljevanje prihodkov in odhodkov bilo v obdobju januar-julij realiziranih 18 milijonov evrov, kar pomeni realizacija glede na sprejeti plan dobrih 47%. Realizacija odhodkov za enako obdobje je realizirana v višini dobrih 13 milijonov, kar pomeni realizacija glede na sprejeti plan dobrih 31%, kar nič posebnega. Glede na pretekla leta, recimo leta 2020, so bili odhodki realizirani 24%, leta 2021 a lani 27%. Tako da se glavnina pričakuje v danem četvrtletju tega leta. Rezultat vseh treh bilanc v poletju je tekoči presežek v višini 4.137.000 evrov. Zdaj še ocena realizacije proračuna do konca leta. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta ne bodo realizirani v dnevni višini, vendar da je odvisno se prodaja občinskega premoženja, prihodkov iz naslova davčnih, nedavčnih prihodkov in pa odločevanja zaposlenih in pogodbenih sredstev Vlade Republike Slovenije. Pričakuje se izpad delno pri transfernih prihodkih, tudi na katerih projekti so odstopani od občinskim planom, ker pri dejanskih deli ni bilo mogoče natančno določiti potek izvedbe. V prvem poletju 2023 je bila zelo dobra likvidna situacija proračuna in je omogočala tekoče plačevanje vseh ostalih obveznosti, likvidnostnih težav do konca leta tudi ne pričakujemo. In pa glede na proračunska gibanja v prvem poletju televodnim vendrov je zagotovljeno nemoteno delovanje javnih služb in ostalih izrednih nalog občine pod zakonom o lokalni samoupravi. Hvala. Mislim, da je direktor za realizacijo prvih 6 mesecev, vemo, da zadnji se je še stanje bistveno drugačno, tako da dejansko da se vas kaj realizirala, da so ebe določeni projekti, so pri kanalizaciji, kar še vaše vedno imamo odobrenih sredstva za ministrstva, zato še tudi se ni začelo. Vodovod, ki je zdaj pripisana pogodba, so da
par projektov ne bo realizirano. Res pa je, da projekt ne bomo realizirali, bomo tudi na imenu kredita. Mislim, da ne bomo najemali za tiste stvari oziroma krediti je namensko predviden in seveda, če nema nekaj zablek izčrti kredita. Toliko zadovoljstvo je pa, ker je razpravljeno kredita stvari. Kot vidim ni, naša kredita, prednost. S tem zaključujemo, zajavlja svoj komentar. Hvala za besedo. Jaz sem želela samo izpostaviti, da ta proračunski presežek, jaz sem mislila, da občina ima za svoje investicije. Opažam pa, da bi nismo vse, kako bi rekel gospod Vizjak, srbne, moralni, lepše povedano. V glavnem, čeprav gledam v bilancah občine, letno, zadnje 3 leta imamo proračunskega presežka od 3 do 5 milijonov evrov, zato bi naslovila na župana, da v proračun občine res nese v nadaljne leta investicije, ki se nam zdijo kritične za našo občino. Tukaj apeliram predvsem že na ničkolikokrat omenjene kanalizacije in mislim, da tudi ljudem, po katerih parcelah kanalizacijskih vodih gredo, ne bi smel biti problem iz teh sredstev občinskih dati nek prispevek za komunalni prispevek. V drugih občinah to delajo, v Krški so bili določeni celo oproščeni komunalnega prispevka v enem obdobju. Tako da jaz mislim, da to glede na sredstva, ki jih imamo, ne bi smel biti problem. Drugo, na kar bi pa rada opozorila, ves čas tudi celotna strategija razvoja turizma in Brežice se ponašajo z platinastim znakom Green Destination, sloni na trajnostnem razvoju. Trajnostni razvoj pa, če pogledamo, na čem temelji, je pa na odnosu do naravnih virov in to vsekakor v občini Brežice so pitna voda. Tukaj bi spet opozorila, da nimamo urejeno kanalizacijo okoli zajeti pitne vode, da imamo veliko vodovodne napeljave, še vedno stoljane po starih salonitnih ceveh. Se pravi, da je treba te investicije dvigniti na višji prioritetni nivo in za njih najti sredstva v proračunu občine Brežice, ker na koncu se leto preseže po 3 do 5 milijonov evrov, čakajo nas pa tudi velike investicije v osnovne šole. Dve bi izpostavila, to so Artiček, o katerih se pogovarjamo že 20 let, globoko, vrtec globoko, tako da apeliram pri pripravi proračuna, da se postavijo prioritete in da se končno tudi v to infrastrukturo namenijo dodatna sredstva. To je moja strani. Ja, mogoče vseeno vas stvari, da ne bo zdaj izvedlo posebej še obravnavanje, če jo čuje, da bo je spet občina denar, zdaj bi malo preseženo. Ker zadnje trajke se nam to zmanjšuje na vseh področjih, na skoncem samo pri o koncesijski dejatvi smo zgubili leta 100 000 evrov. Najpomembnejša hidroelektrarna, ko so rekli, da ne bojo upoštevati trenutno ceno elektrike, ampak bojo do 2020. Prav tako še na določenih drugih področjih. Vendar dejstvo je, da nam s tem, da na koncu ostane presežiti, zato ker se res trudimo, da vsak denar plemenitimo in da pridobivamo dodatno ali evropska ali državna ali druga sredstva. Mislim, ni problem 5 milijonov nekaj zapravljene. Zelo hitro, sploh, če se gremo tako razsipniško, vendar definitivno potem, ko bomo pa prišli do kakšnega projekta, pa enostavno ne bomo imeli sredstva. Vse zdaj, recimo malo tipičen primer Krško vas, za katero se govorimo za 1 milijon že eno leto, oziroma praktično od takrat, ko se začeli se pogajati, že pa še bil na reviziji ministra. Leto pa pol pa ne moramo več sklepati, dobiti odkrat nova vlada.
Zdaj seveda, če bomo mi dali na mesto države 1 milijon, pomeni, da nam bo zmanjkalo potem za druge stvari. Zato da, kar se tega tiče, treba res zelo razmisliti, kam denar damo oziroma ali bomo imeli kredite po nepotrebnem ali ne bomo. Zdaj, kar se pa seveda proračuna tiče, pa treba povedati, da seveda proračun bomo zdaj začeli pripravljati, da ga bomo sprejemali, se bomo pogovorili, kako definitivno pa ključna stvar pri vsem tem je, recimo tudi za šole do zdaj, recimo za vrtce smo dobili, še za vrtec dogovor smo še dobili sofinanciran, da bi zelo vesel, če bi dobili tudi prihodnost, tako ko smo šole preteklo, smo dobili sofinanciran z ministrstva, če bi dobili paralizacije sofinancirane, temu bistveno vlažen del. Bomo pa proračun naredili, jaz sem razumel, bomo probali, verjetno bomo morali tudi zadolžitev večji narediti, naslednji 2 leti in ni še zamujenega, ampak moramo pa narediti zadolžitve ne zato, da bomo denar potrošili oziroma domače povedali za ampak da bomo nekaj z tega naredili. Treba bo povedati, da letošnjem letu, do konca leta bomo imeli še težave, kajti manjka nam pa sredstva predvsem na vrtcih, spet na javnih zavodih in posebej ostalim. Tako da te 3 milijone, ki trenutno niso porabljeni, so namenjeni za investicije, ki se delajo, pa še nekaj. Vedno pride tako, da investicijo začneš spomladi delati, računi prihajajo pa zadnje tedne oziroma ponovadi celo zadnji dan v letu, tako da bo večina tega denarja, ki ga zdaj 3 milijone v prvi polovici do konca leta pripravljeno. V proračunu pa predlogo še niste dali s vaše svetniške skupine, večinoma se videli. Tako. Pa še zdaj malo, da povem, sem dobil že zdaj za 15 milijonov za drugo leto primanjkljaja, pa za 15 milijonov za 24, kar pomeni, da že zdaj za 30 milijonov več predlogov. Koliko bomo malo dali? Zato nisem najkaj, že zdaj manjka. Zato se rekel, da stane rekel, da on breže, da daje predloge, če že zdaj manjka. Ampak to malo hece, jaz verjamem, da bomo to proračun narediti. Dobro, jaz bi s tem zaključil. Bi pa res prosil, da date predloge, pa da probamo proračun čim bolj uskladiti do zdaj. Vse, kar sem jaz zdaj večinoma proračun, skoraj soglasno sprejeti. A si nas obvestil? Včasih smo dobili povabilo, ne? Kaj bo znamo? Jaz vem, da so bili zavodi posistirali pričene, ne vem, da so svetniške skupine. Ja, dobro, prvo pa razdaje se obvešča, da nekaj do druga poteka pripraviti dobro. Še vi, kot svetniške skupine. Bomo podali še če, da bomo imeli 20 milijonov svetniške. Spredo, zdaj pa zaključujem in dajem na glasovanje prisotnost. Sprejme se poročilo izvrševanja proračuna občine Brez za obdobje januar-juli 13. Juni napašanje. Juni. Sprememba odnosno javnega svojega izobraževalnega zavoda. Zdaj naj povem, da bo podal obrazložitev za vse, ker tu gre praktično za podobne stvari v vseh in bo obrazložitev bila za vse, razpravo bomo naredili od vsem naenkrat, da je glasovali bomo vsakem zavodu. Skratka, spremembe vloga, ki so pripravljene na vse dvojno izobraževalne zavode v občini Srednice, je posledica izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Namreč pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna v svojem 119a in členu predvideva usmeritve za upravljanje tržne dejavnosti in skladno s pravilnikom je potrebno usmeriti obdobje. Na podlagi povedanega se pač spremeni člen odloka, ki opredeljuje dejavnosti zavoda, ter drugačen opredeljuje način izvajanja tržne dejavnosti. Torej, da je zavod lahko izvajati, če bo izvajati, dobijo najmanj pokrite sredstvo dejavnosti povezanih prihodkov in pripraviti cenik z obrazložitev, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene. Ker je bil v letošnjem letu eden iz državnih
izobraževalnih zavodov, upravljanje in notranje nadzor nad poslovanjem zavoda, ter narejena tudi preverba cen tržnih dejavnosti v ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodih, kaže ugotovitve tudi na nujnost spremljanja in prilagajanja cen, upoštevajoč rast cen obveznih elementov kalkulacije cene. Zato predlagamo tudi, da se doda še člen, da vse zavoda najmanj enkrat obravnava cenih tržnih dejavnosti. Jaz vam tu vseeno podati malo razložitev, kaj se nam dogaja. Dejstvo je, da nekatere ravnateljice, ravnatelji zavodov so izjemno gospodarni in so te cene dvigovali. Nekateri so se pomalo norce delali z nas za občine in enostavno ne želijo in prodajajo malce po evro, posila po 2 evrov, kar pomeni, da dejansko naredijo na tržnem delu izgubo. Več na manj gre seveda to prodajo svojim zaposlenim. Po drugi strani pa nenehno na občino pritiskajo in njoj to znanje in je treba seveda zagotoviti dodatna sredstva. Jaz mislim, da to je na nek način tudi, bi rekel, preko Monala smo zelo velikrat govorili prelivanje sredstev oziroma neupravičeno porabo, kaj dejstvo je, da občina sofinancira malce za to za otroke, nekako pa ne more plačevati za zaposlene, da so zunanje in moram reči, da iz tega po moje sploh ne bi bilo potrebno, noter, da definitivno je treba da zapisati, kajti očitno se vsi nečni delati držati. Odpiram razpravo. Odbor, ne? Odbor, ja. Prosim. Odbor imam ne časa, ne? Ja. Torej, na odboru smo obravnavali predloge, tudi smo gotovili seveda, da je v vseh prišlo do popolnoma identične spremembe in z temi spremembami nismo imeli nobenih težav, celo podpiramo. Mislimo, da tisto, kar je ugotovljeno, kot neka nevralgična točka, pa ne iz razloga, ki jih je zdaj gospod župan navedel, ampak enostavno tudi nekako opominja, da je potrebno določene aktivnosti narediti, že zgolj zato, da si na zavarovani strani. Tako da jaz pač menim, da lahko rečem tudi v imenu skupniške skupine, da je smiselno te novosti, ki so vnešene do odloke tudi prihoditi. Stavno se mi je vedno drugačno vprašanje. Mi več kot zelo pošljamo se pogovarjamo o nekateri, drugi, nekere ravnateljice, ali pa direktorji in tako naprej. Jaz bi tu vsego, glede na to, da smo mi občinski svet, ki smo na nek način organ, ki mnogokrat mora, oziroma smo pred odločitvami, da spremljamo nekaj, oziroma nekaj tudi zavrnemo, da se nekako znamo tudi strokovno obnašati do informacije, v smislu, kaj je tisto, kar potem seveda lahko razpriješ naprej, kaj je tisto, kar dobiš kot konkretno informacijo in veš za koga in kaj. Namreč meni te resnično vprašanje, zdaj je trenutno župani zdaj poznamo, ki je več pisani, ne bom več rekla, da ne samo mislim, da je nekateri podobno. Mislim, da si želimo bolj konkretni stvari. Namreč ne zdi se mi prav, da od 9 zavodov, kjer imamo vseh, brez izjeme, izjemno razvijene ravnatelje, to pokažejo in njihovi rezultati naših otrok, tudi na koncu srednjo šolo, pač tudi se mi v tem paketu vse rezultate dosegajo na takih in drugačnih področjih in da je tvorno delovanje šol vrtcev občini Brežice zgledno. In če prihaja do nekih napak, ki jih ugotovi tudi neka strokovna služba, če jih ugotovi, je prav, da smo z njimi zelo konkretno spoznali in da potem se pogovarjamo o zelo konkretnem zavodu in o konkretni osebi in da je ta oseba seveda tudi potem prisotna. Če že. To bi nekako si želela, kot človek, ki mislim, da sem kar nekaj let po tem zgodbi in se mi zdi, da tako kratki zelo pomembne in da so informacije zares zelo natančne. Jaz sem se namreč od vseh teh rekla, kazala, kako se dogaja in podobno, pogovarjali zelo konkretno z vsemi, ki so tako ali drugače morali nekaj stvari pozvati. Njihove informacije so pa meče
iščem drugačne in ne želim resne razprave, niti ni to zdaj proti temu, kar je gospod Župan rekel. Ampak enostavno si želim, da ko se ljudi posameznike, ko se jim pripneje neka etiketa, se veste, da sem tudi sama vležna pri nekaj zadev, pa zelo težko to preneseš, ko veš, da ni res, še bolj, pa da veš, da si še vedno v nekem procesu, ki se sploh še ni zaključil, in kolikor vem, se en proces sploh še ni zaključil. Mi smo sicer eno zadevo vnesli v in ponavljati je kot porovalka in prav je tako. Tudi na koncu jaz imam na celo svet zavoda, kjer vsako leto enkrat gledamo sodila, gledamo knjige oziroma jih potrjujejo na svetu zavoda in to je tudi prav. To je nekako moja pobuda, da je drugačno mogoče ravnati tudi drugače. Hvala. Ne se razumem, jaz mislim, da to tudi odreza predvsem za svete zavoda, jaz mislim, da tudi nekateri svete zavoda niso pravi svoje komisije za to odgovoriti. Drži. Tako da je ta člen tudi zanimljiv. Prav, zdaj bi prišli na glasovanje. Kaj je to razprava? Ni razprava, pa gremo kar glasovanje, gremo kar prvo. Gremo kar vsaki prvo. Najprej glasujemo od točki 9.1, gre za odlog. Gre za gradbeno šolo reči se skrajši postopek. Paket moramo vsak posebej. Glasujemo v paketu, potem je prvo nemo, da se samo sred, da se glasujemo v paketu, da se dava. Samo bomo sred še en dalje, pa bomo v paketu glasovali. Od točke 9.1 do točke 10 se glasuje v paketu. Najprej glasujemo, da se glasuje v paketu, potem bomo pa da se glasuje, da se sprejme v bloki. Najprej sprejme se sklep, da se v vseh točkah od 9.1 do 10. Prisotnost, prosim. Prisotnost. Pa glasujemo o tem, da se po vseh točkah glasujemo. In pa glasujemo za odloke, da se sprejme odloke, sprejme odlok o storitev javnega vzgojno-izobraževalnih zavodov.
To je tudi za njema.